No, ta projekt Dimitrija Morozova z naslovom Samoorganizacija poskuša prekriti dve različni tehnološki polji. Ena je mehatronika, druga je kemija. V vseh svojih inštalacijah in robotih Dimitrij poskuša nekaj več, zasleduje tisto, kar naj bi bilo v teh njegovih mašinah, v teh njegovih strojih več kot samo skupek nekih mehaničnih in elektronskih komponent. In ta projekt je namenoma zasnoval tako, da v celoti nagovarja nastanek življenja. Skratka, skozi to robotsko inštalacijo se sprašuje, kaj je bilo tisto v tej začetni zmesi kemijskih elementov, kar je omogočilo, da je vzniknilo življenje. In na tej viseči platformi imamo tri teme. Ena se dogaja v Petrevki, kjer na način protomolekul nastajajo vzorci, zaradi tega, ker se nekatere kemikalije enostavno ne morejo raztopiti eno v drugo in potem njihovo medsebojno reagiranje ustvarja neke izjemno zanimive vzorce, ki imajo poleg vsega tudi določen likovni učinek. Potem v drugi kemijski komponenti imamo parafin. V ta parafin so potopljeni drobci srebra in pod določeno temperaturo se ta parafin seveda stopi in ta dinamika znotraj parafina dviguje te kemijske oziroma te metalne elemente, ki spet ustvarjajo nek vtis neke višje stopnje organizacije, ker lahko prepoznavamo določene vzorce. No, in kemikalije in ta parafin sta povezana preko mikrokontrolerja do zvočnika, ki naj bi po tej neki robotski metafiziki, ki jo Dimitrij vzpostavlja, z intervencijo zvoka, ker ti podatki, ki prihajajo iz teh dveh reakcij, pridejo skozi ojačevalec do zvočnika, ne proizvedejo direktno zvoka, se pravi, te kemijske komponente niso sonificirane, ampak dajo nek določen signal. Ta signal potem premakne rokco, na kateri je mikrofon, ta se zapelje čez zvočnik in ustvari tak precej neprijeten pisk, ki se zgodi, ko se ustvari povratna zanka med zvokom, se pravi med zvočnikom in mikrofonom. To ponavadi slišimo, recimo, ko stojimo z mikrofonom pred kakšnim zvočnikom, pa tako zoprno zapiska. No in mogoče v tej neki mehanicistični mitologiji, ki jo Dimitrij vzpostavlja, je prav ta intervencija zvoka bila tista, ki je uverižila te kemične reakcije v nekaj, kar bi lahko povzročilo življenje. No in ko se to zgodi, seveda to je predpostavka, ko se pa to zgodi v tej robotizirani inštalaciji Dimitrija, se tri roke, ki so obešene poleg te viseče platforme, začnejo premikati v takih precej sugestibilnih gibih in na nek način pred nami vznikne nekaj živega. To je en taka zelo poetična interpretacija njegove predstave o tem, kako naj bi iz te primordialne zmesi različnih kemikalij zaradi neke napake, zaradi nekega dogodka potem stekel niz procesov, ki so omogočili, da iz teh protomolekul nastanejo prave biološke molekule in vznikne življenje. No,
nekatere kemijske in fiziološke reakcije med posameznimi komponentami ustvarijo spremembe, ki jih mi skozi našo kulturo prepoznamo kot samoorganiziranje v neke estetske forme. In za nas pač estetika pomeni nek določen red, iz tega reda, ki ima različne oblike, lahko izpeljemo neko notranjo logiko dogajanja in ta samoorganizacija je potem lahko nam sugerira prenos, se pravi, lahko deluje kot metafora nekih samoorganizacij, ki jih poznamo tudi iz našega družbenega življenja. Govorimo o nekih množicah, ki na videz delujejo nepovezano, v enem določenem trenutku, pod nekimi določenimi pogoji se vzpostavi nek red, ki ga mi potem lahko beremo skozi naš simbolni register in to prepoznamo potem kot neko višjo obliko bivanja. Se pravi, ta samoorganizacija ni nujno posledica neke usmerjene direktive, bodisi z vrha navzdol ali pa od spodaj navzgor, lahko se preprosto zgodi, ampak za nas to vseeno pomeni neka višja oblika bivanja in zaradi tega stremimo k temu, da samoorganizacijo prepoznavamo pač kot neko kvaliteto.